Božidar Zrinski v razstavišču Mednarodnega grafičnega likovnega centra je od novembra lanskega leta na ogled razstava grafičnih del z naslovom Vizualna arhitektura dvoma. V teh delih Pilić na svoj značilen način združuje klasične grafične tehnike, kot je lesorez, ter sodobne digitalne tehnologije. Dela so nastala v vašem grafičnem ateljeju. Kakšen je sam koncept postavitve? Oliver Pilić je že konec leta 2024 začel delati v našem grafičnem ateljeju in pripravljati v bistvu eno tako obsežno serijo grafičnih del. Želeli smo si, da so ta dela izvedena v tehniki lesoreza, ker se nam zdi, da je tudi ta tehnika ponuja neke zelo posebne možnosti, hkrati pa je ena redkih tehnik, ki se pri nas prakticirajo v našem grafičnem ateljeju. Tako da to je bilo eno od izhodišč, da se v bistvu na razstavi predstavijo dela, ki so nastala pri nas, se pravi, so naša produkcija, so nova dela in so na nek način bila narejena posebej za to razstavo. Zdaj, seveda, na razstavi smo vključili le del teh del, ki so nastala v grafičnem ateljeju. Nekaj jih je pač Oliver naredil v svojem lastnem ateljeju, ki ga ima tudi pripravljenega za to, da lahko popolnoma suvereno tiska lesoreze, ampak manjših formatov. Namreč naša delavnica se je pred leti v bistvu na nek način nadgradila z prešo, ki omogoča tiskanje večjih grafičnih matric, tudi do širine 1 metra in pač poljubne dolžine, ali pa vsaj nekje tam do dolžine 1,5 metra, kar je pa Piliću izjemno ustrezalo pri pripravi teh, bi rekel, novih motivov, dveh velikih grafik z naslovom Razširitev časa in pa ena, ki je zelo postala prepoznavna pod imenom Napoleon. In tudi razstava sama je na nek način razdeljena potem na 2 dela. Del, ki upeljuje v bistvu v razmislek o tem, kako danes umetnik pristopa k tehniki lesoreza, predvsem z vidika v bistvu podob, ki jih za to uporablja, za svoje osnovne motive, namreč črpa iz medijev, iz časopisov, revij, skratka vizualnega gradiva, ki ga najde v različnih virih, in na nek način to tehniko lesoreza z to, bi rekel, visokonakladno časopisno tehniko razmnoževanja, ki jo poznamo v tej metodi cmik tiskanja, upelje v tehniko lesoreza in v bistvu na ta način nam predstavi nek, bi rekel, nov rezultat, ki je prav poseben v smislu tega, da se pogosto obiskovalci, pa tudi mi, začudimo, koliko v bistvu energije in koliko vztrajnosti in dela in časa je potrebno, da v bistvu eno tako grafiko sploh pripraviš in odtisneš. Omenili ste že, da Oliver Pilić namenja veliko svoje pozornosti raziskovanju medijskih podob, pravzaprav različnih vsebin. Tega se loteva tudi na svoj specifičen način z zbiranjem in arhiviranjem teh podob. Kako to dejansko poteka pri njem, kako se tega loteva? On je v bistvu že od samih začetkov na nek način fasciniran se pravi v začetku teh svojega ustvarjalnega dela, tam po letu 2012-13, najintenzivneje, fasciniran v bistvu za to medijsko krajino, ki nas obkroža. Zdaj to je pa lahko v različnih oblikah, ali fotografij, zapisov, podatkov, seveda interneta in razvoja, v bistvu sporočil in, kako bi rekel, informacij, ki prihajajo do nas, obdelovanja teh informacij, tako vizualnih priredb teh informacij, podajanja teh informacij recimo v časopisih na internetu, manipuliranja z informacijami, z slikami, pogosto lahko vidimo, da nekatere fotografije ali pa sporočila so zgolj ilustrativne narave besedilom. Tako da to, kar njega fascinira, je v bistvu podoba sama. Se pravi, ali je to fotografija, neka vizualna informacija, ki jo shrani. In zdaj, kdaj točno jo bo uporabil, pa ni
ravno jasno. Ne. Se pravi, jaz sem poimenoval to kot vizualni rezervoar, ne. Njegov arhiv obsega več kot 10,000 raznih fotografij in zaznamkov, ki v bistvu nimajo neke posebne zveze med sabo, ne, ampak zgolj sledijo neki primarni intuiciji avtorja o možni kasnejši uporabi in manipulaciji podobe. Ne. In tako kot se je v enem intervjuju izrazil, ne, potem v bistvu, ko pride do ideje, ko želi izkazati neko sporočilo ali pa poudariti neko temo, enostavno gre čez ta arhiv podob, izbere recimo določeno število podob in potem krči, dokler ne pride do recimo ene podobe, ki jo je shranil pred parimi leti v ta zapis in jo začne predelovati, obdelovati in v končni fazi potem tudi lahko nastane tudi grafično delo ali lesorez. No, naj še poudarim, da pa v kontekstu naše razstave v MGLC-ju in dela v grafični delavnici se pa je v bistvu srečal tudi z tehniko sitotiska, kar ga je ponovno na nek način spodbudilo, da še bolj poveže, ne, ker sitotisk je pa le še bližje, bi lahko rekli, neki časopisni ali pa časopisnemu mediju ali pa tovrstnem reproduciranju podob, da v bistvu tudi to tehniko izrabi na nek način, izrabi v svojem delu. Ne. Tako da je nastala ena izjemno zanimiva grafika, sitotisk, z naslovom Umetnik ni prisoten in je nastala na podlagi uporabe znamenite fotografije Irvinov na polju, kako pač sejajo. Fotografija, ki je spet narejena pač po ikonski podobi sejalca, tako iz zgodovine slovenskega slikarstva, kot tudi fotografije. No, ampak on je, kot že v začetku omenjeno, za predelavo ali pa obdelavo te fotografije uporabil tudi tako imenovano umetno inteligenco oziroma digitalne programe, ki nam danes omogočajo res neverjetne stvari. In je zaprosil oziroma dal nalogo temu programu, da izbriše ljudi iz te fotografije. Ne? In seveda to program je brez težav naredil, ampak zgodilo se pa je to, da so pa na sami fotografiji na podobi pa ostale sence ljudi, kar pomeni, da računalnik le ni mogel zaznati vse človeško, bi lahko rekli, prisotnost. In to je potem en tak zanimiv detajl, ki je vezan potem tudi na to podobo. Zelo zanimivo, ampak vendarle pri tem se mi zdi ključno poudariti, da pri tem, ko Oliver Pilić zbira podobe in jih uporabi, ne pomeni, da jih reproducira, ampak pravzaprav je za njega pomemben proces oziroma postopek, kako potem to fotografijo, reprodukcijo ali pa karkoli preoblikuje. Kakšen je ta proces, mogoče o tem? Ja, to je res izjemno zanimiv proces, ker v bistvu najprej vzame fotografijo kot tako, se pravi jo izbere, potem to fotografijo skenirajo pa pogosto na način, da jo v času, ko skener bere fotografijo, jo vleče, ne, se pravi, jo v bistvu premika. Kar pomeni, da skener mora zapisovati dvoje. Ne. Skener zapisuje prostor, ki je pač predmet kot tak in v bistvu njegovo premikanje, se pravi tudi neke vrste čas, ki se zgodi, ne, ko se fotografija premika. Tako da je končni rezultat je v bistvu taka, lahko rekli, razvlečena podoba, ki postane v bistvu potem osnovni motiv za samo pripravo v bistvu matrice. Ponovno z ustreznimi orodji in programi pripravi matrico, prenese to pripravi risbo, ki jo potem ročno prenese na matrico, ne, v večini primerov, oziroma v njegovem primeru je to lesena plošča, in pa seveda potem v končni fazi, ne, oziroma pač naslednji del procesa pa je ročno izrezovanje te matrice, kar pomeni, da se ta hitrost podajanja vsebine, ki je bila na začetku skozi pač podobo fotografije, zdaj pride v bistvu neko skoraj meditativno pripravo
motiva za kasnejši odtis. Ne. In ta, bi rekel, proces izrezovanja ali pa priprave matrice lesene lahko pri teh velikih formatih, ki so 200 x 100 cm veliki, lahko traja tudi 2 meseca ali 3. Ne. In pri tem seveda treba vedeti, da ker ta postopek traja toliko časa, da tudi avtor ni vsak dan v enaki psihofizični kondiciji, ko to počne, ne? Ampak da se reagira na razne dražljaje, čustvena stanja in podobno, kar se potem tudi delno odraža na matrici pri globini urezov, pri moči izreza in tako dalje. Tako da smo se odločili na razstavi predstaviti tudi to, se pravi ne samo v bistvu končni del celega procesa, ki je pač grafični vtis, ampak tudi v bistvu matrico samo. Ne. Tako da imamo na razstavi predstavljenih 5 matric, ki odražajo v bistvu eno to res predano in natančno pripravo in v bistvu nek tak, jaz bi rekel, tak odnos do dela. No. Božidar Zrinski, kot ste omenili na razstavi v MGLC, so na ogled tudi dela posem novih sitotiskov Olivera Piliča. Z njimi zaokrožuje za svoje raziskovanje manipulacije podobe oziroma ponovne uporabe podobe. Morda bi bilo zanimivo razmisliti o tem, kako njegovo delo odraža današnji čas v primeru, ko smo kot potrošniška družba neprestano bombardirani z različnimi podobami in torej medijskimi sporočili. In je njegovo delo odraz tega ali odraz nekega kritičnega premisleka do tega prostora? Jaz bi kar rekel, da kar oboje, no? Da je res, da se odziva na eni strani na situacijo, ki je mogoče v umetnosti sami ali pa v bistvu umetniški produkciji sami, ne? Kar pomeni, da se je odločil ali pa da v bistvu zavestno dela v tehnikah, ki niso modne, hkrati so zanimive ali pa prihajajo nekako v ospredje in omogočajo v bistvu nek drugačen razmislek o podobah, ki jih je treba ali pa ki se jih loti reproducirati. Ne? In to je pa potem ravno ta dolgotrajni postopek priprave motiva samega. Ne? In tukaj nas se mi zdi, da ustavi se mi zdi, da tudi neko, bi rekel, splošno umetniško produkcijo, ki se mi zdi, da je danes gre ali pa že kar nekaj časa je v neki elementu neke hiperprodukcije, kajti njegova dela so res odmerjena, tudi število odtisov, ki jih naredi, je izjemno majhno, se pravi, tudi v tem smislu reagira na nas, kot nas, recimo, ne samo potrošnike, ampak tudi, recimo, temu potrošnike umetnosti, ne, da bi o umetniških delih razmišljali tudi malo drugače, upočasnjeno, mogoče z malo daljšim razmislekom, pogovorom in malo manj za to instant fascinacijo, ne, wow, in da se tukaj pa vse konča potem. Mogoče, ker smo pri koncu pogovora, pa bi bilo vendarle zanimivo še slišati o samem avtorju. Gre za mlajšega avtorja. Kako da ste ga izbrali, sicer tudi z njim sodelujete v MGLC-ju, kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, Oliver Pilič je že kar nekaj let povezan z grafičnim centrom na različne načine. Zelo direktno, mislim, prvič smo ga tako obširno spoznali na razstavi Odtisi in vtisi, drugi del, ker se je predstavil z nekaj svojimi grafikami. Še prej ga je kolegica Brida Škrjanec, ki je pripravila eno potujočo razstavo o slovenski grafiki, vključila v svoj zbor in tudi to nam je zelo ostalo v spominu. Nekaj njegovih grafik smo tudi vključili z odkupom v stalno zbirko na MGLC. Hkrati pa to njegovo, bi rekel, zanimanje za tehniko lesoreza nam je bilo izjemno blizu in je v bistvu, bi rekel, povabilo za delo v ateljeju je bilo toliko hitrejše. Tudi zaradi tega, kot rečeno, ker ta tehnika ni tako zelo v ospredju, mi pa želimo pač v grafičnem ateljeju
spodbujati v bistvu tehnike, kot so recimo lesorez, linores, globoke tiske in podobno, skajti v zadnjem času oziroma v zadnjih, bi rekel, kar nekaj letih, je sploh pri mlajši generaciji večinoma v spredju sitotisk, kar je nekako logično, saj zelo hitro lahko dobimo neke rezultate zadovoljujoče, medtem ko pri vseh ostalih tehnikah je pa potrebno mogoče malo več razmisleka pri sami pripravi. S tem seveda ne podcenjujem nobeno izmed tehnik, vsaka ali pa dobenega izmed umetnikov, ampak na nek način naše preference trenutno so, ali pa v preteklosti lansko leto so bile osredotočene mogoče na to. Razstava se kmalu zaključuje, vendarle pripravljate že novo, mogoče samo še to, katera bo ta nova razstava v MGLC-ju. Ja, razstavo Oliverja Pilića zaključujemo v nedeljo in ob tej priložnosti lahko pač vse poslušalce povabim tudi na otvoritev naslednje razstave, ki jo pripravlja Sašo Vrabič z naslovom Nova plošča. Gre za tisk serijo grafik, ki jo je natisnil prav tako v našem ateljeju in hkrati za premierno predstavitev dejanskega LP-ja, vinilke, ki jo je Sašo izdal v tej razstavi z avtorsko glasbo in je izšla v nakladi 55 izvodov, kar nekako tudi povezuje našo dejavnost s preteklostjo, z našo zbirko knjig umetnika in zvočnih projektov, tako da ta vinilka avtorska na nek način tudi dopolnjuje našo že obstoječo zbirko. Božidar Zrinski, hvala za ta pogovor in uspešno delo še naprej. Hvala vam za vabilo.